Posebni primeri prizm. Ja, kvader pa kocka sta taka, ne, ko sta tako zelo domača nam in sta nekih pravilnih oblik. Če dobro pomislimo, živimo v kvadrih, razen mogoče kaki eskimi v kakem igluju, drugače pa imamo samo okoli sebe kvadre, kocke, predvsem zato verjetno, ker je enostavno graditi iz njih, ampak vseeno. Ne, če se zamislimo, sta kvader in kocka zelo pomembna objekta v našem življenju, ne, vsepovsod jih srečujemo in je prav, da se tudi seznanimo z njihovimi merami. Tako. Zdaj pa mogoče najprej poglejmo, kar se tiče kvadra, vse, kar znamo. Zdaj pri kvadru je tako, ne. Nekako, to je prizma, je štiristrana prizma in ima različne robove. In sicer tule lahko označimo kot rob A in je vse takole deli, vsi so A. Potem imamo B rob in pa C rob, ne, kot neka višina. Se pravi, kvader ima te osnovne stranice po navadi poimenovane A, B in C in so si vse tele vzporedne enake. Zdaj pa seveda bomo pri kvadru in pri kocki poskusili izračunati pač posebne formule za prostornino in površino. Mogoče bi začeli s prostornino kvadra. Zdaj, za osnovno ploskev ima kvader pravokotnik in to je tale pravokotnik. AB. Prostornina je potem A krat B za pravokotnik, ki je spodaj. Zdaj pa potrebujemo še nekako napolniti celo višino in to je pa krat C. Zdaj, če bi pa pogledali za prizmo, ne, je pa osnovna ploskev pravokotnik je A krat B krat višina, kar je C. Se pravi, v kakršnemkoli kontekstu mi to vzamemo, pride prostornina kvadra A krat B krat C. No, zdaj imamo pa še površino. Površino moramo pa vse pravokotnike, ki obdajajo kvader. Tale pravokotnik spodnji je isti kot zgornji pravokotnik, se pravi tale je isti kot tale. In se pravi, imamo dva taka pravokotnika, dvakrat. Koliko pa je ploščina tega pravokotnika? To je pa A krat B. Pravi, damo dvakrat AB. Pa še imamo, a ne, jih nekaj. In sicer recimo imamo tegale. Ampak imamo tudi enakega tega zadaj. Se pravi, to bo pa dvakrat A krat C plus. Zdaj še imamo pa še dva in sicer to sta pa tale dva. Že imamo drugo barvo, se pravi tole pa tole. B krat C, a ne, in to se bo zgodilo dvakrat. Dvakrat B, C. Se pravi, vse različne kombinacije morate vzeti. A krat B, A krat C, B krat C. Tako, ne. Pol smo pa še rekli, da obstaja v kvadru telesna diagonala, ki poteka od najbolj oddaljenega oglišča do najbolj oddaljenega. Več jih je, a ne, tudi iz tega do tega bi šlo recimo. Tako, no, telesno diagonalo bomo pa sicer kar napisali, gre se pa za pravokotne trikotnike, tule recimo, tule pa tule dobimo en tak pravokotni trikotnik, izpeljavo si lahko pogledate, to je že kdo posnel. In mi bomo pa kar napisali telesna diagonala, to je ena taka org diagonala, bomo rekli, zato bomo dali D na kvadrat, je isto kot A na kvadrat plus B na kvadrat plus C na kvadrat. Tako, to je kvader. Zdaj gremo še pa na kocko. Zdaj kocka je pa en tak kvader, a ne, samo da ima tule A in pa tule A. In lahko kar enostavno rečemo, prostornina kocke je A krat A krat A, kar je v bistvu A na 3. Površino kocke lahko tule noter vstavljamo komot. Lahko si pa pogledamo en trik. Kocka
je sestavljena iz takih kvadratov. Zdaj samo moramo ugotoviti, ne, en kvadrat ima ploščino a na kvadrat, koliko je ploskev v kocki. Tule je prva ploskev, tule je druga ploskev. Tamle zadaj je tretja ploskev in še bolj zadaj je četrta ploskev. Tole zgoraj je peta ploskev in spodaj je šesta, se pravi 6a na kvadrat. Kaj pa s telesno diagonalo? Ja, če imamo d na kvadrat, je a na kvadrat plus a na kvadrat plus a na kvadrat, ne. To smo tule prešvingljali iz kvadra. D je potem 3 krat d na kvadrat je potem 3 krat a na kvadrat. Tu pa še lahko korenimo in dobimo, da je d tretji koren a. Če bomo kdaj iskali telesno diagonalo. Tako, to so zdaj bile neki posebni primeri prizm, se pravi, pogledali smo si, kaj so oglata telesa, kaj je prizma, kake oblike imamo, kako se izračunata površina in prostornina in pa posebna primera kvader in kocka. Formule so pri vsaki prizmi različne, a ne, zato bomo iz teh osnovnih dveh vedno znova izpeljali našo prostornino in površino. In kot smo že rekli, mi se bomo vedno pogovarjali le o pokončnih prizmah. To je to, potem pa mislim, da smo že na nalogah. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!